Slovenski vojski ima trenutno 64 športnikov in 6 trenerjev. Pogoje določa sporazum o zaposlovanju in Olimpijski komite Slovenije. To je nekje minimalno status športnika mednarodnega razreda, to pomeni visoki rezultati na mednarodnih tekmovanjih, ki pa se vsako leto preverjajo in vsako leto potem s tistimi, ki še izpolnjujejo pogoje, tudi podaljšujejo pogoje. Ja, definitivno neki lahko skoraj rečem privilegij, da lahko kot športniki to probamo, ker ipak vsaki dan v šolo pripeje s tankom, tako da je super to izkusiti pa probati. Poleg tega trodnevnega usposabljanja imajo še obveznosti pri promocijskih aktivnostih vojske, ki so intenzivne predvsem zaradi zaposlovanja novih pripadnikov Slovenske vojske. Poleg tega se pa tudi morajo udeležiti vojaških svetovnih prvenstev, ko so pa organizirani. Pa jaz mislim, da se vsi strinjamo, da je to ena zelo dobra priložnost, pač vseeno kot športnik nimaš nekega rednega dohodka in to ti zagotavlja to varnost, da potem lahko v bistvu bolj mirno treniraš in posvečaš vse treningom in tekmam. V bistvu meni je bilo to super, neka tudi nova izkušnja. V bistvu sem se šla pelat dvakrat, tako da je bilo v bistvu druga vožnja še bolj adrenalinska, tako da ja, super se mi zdi. Ja, je kar nekaj športnikov vsako leto novih, ki mogoče prej nisi poznal ali pa samo po imenu, tako da je vedno tudi zanimivo deliti te izkušnje, kako kdo trenira, na kakšen način in smemo veliko novih. Probamo odnesti čim več, kar se da, če smo pač tukaj. Sicer je čisto drugačen vsakdanjik, kot ga ponavadi imaš, tako da je in naporno in zanimivo, ampak mislim, da si poskušamo narediti tako, da nam je najbolj fajn. V bistvu včeraj smo začeli že v Ljubljani, kjer smo imeli nekaj teorije pa tudi prakse iz krvavitve okončin. Danes nadaljujemo tukaj na Počku, imamo vožnje s tankom, malo smo se podočili o uporabi tanka. Nekaj bomo tudi imeli streljanja, tako da nas čaka zelo zanimivo. A boš zdaj pelal? Ja, grem jaz pelat. Ok, čau.